Danes je na trgu, kot vidimo, ogromno izdelkov, storitev in pa informacij. Trg je dobesedno zasičen. Ljudje pa imamo vse manj časa. Logična posledica je, da imajo tudi vse manj časa ljudje za izbiro izdelkov in storitev. Z razvojem novih tehnologij, sploh interneta in socialnih medijev, so se potencialni kupci razpršili po raznih marketinških kanalih. Kar je nekoč bilo skoncentrirano večinoma na televizijo, radio in časopise, je sedaj razpršeno na 1000 kanalov. Ljudje spremljajo samo tisto, kar jim je všeč in kar jih zanima oziroma pritegne. Zato je ključnega pomena, da v tej poplavi ponudbe, izdelkov in storitev izstopamo. Zato ni dovolj, da ponujamo zgolj povprečne izdelke. Ni dovolj niti, da ponujamo kakovostne izdelke. Kakovost je samoumevna. Ni dovolj, da smo zelo dobri v tem, kar počnemo. Zelo dobro je danes dolgočasno. Tudi ni dovolj dobro, da igramo po ustaljenih pravilih, kot večina na trgu. Varno je danes tvegano. Ker je na trgu toliko izbire, kupci pa imajo vse manj časa, je treba ljudi enostavno navdušiti, da si bodo želeli vaših izdelkov ali storitev in jih potem tudi kupili. Kako pa najbolje navdušimo naše potencialne kupce? Tu ni recepture v smislu nekega stroja, ki gre za en proces. Proces, ki temelji na enostavni formuli, ki so jo razvili pri podjetju Apple. In ta proces se začne z razumevanjem kupca bolje, kot le ta razume samega sebe. Filozofija trženja pri Applu deluje odlično za tiste, ki jo dosledno uporabljajo. Zato menim, da bi jo moralo usvojiti vsako podjetje, ki želi biti danes uspešno ali če želi celo preživeti na trgu. In to je, najprej mora imeti empatijo. Resnično torej bomo razumeli potrebe kupcev bolje od kogarkoli na trgu, celo od kupcev samih, če smo empatični. Zato se bomo postavili v glave naših kupcev in poskušali razumeti, kako razmišljajo, kaj čutijo, kako preživljajo dan, kako se obnašajo, da bomo lahko razvili najboljše rešitve, ki jim bodo najbolj koristile in najbolje reševale njihove probleme. Druga zadeva, ki jo moramo pri poslovanju oziroma trženju upoštevati, je, da imamo fokus. Da bomo torej dobro opravili tisto, za kar se odločimo, moramo odstraniti vse nepomembno. Tako poslovne priložnosti kot funkcionalnosti in lastnosti izdelkov in storitev. Obdržati in propagirati moramo samo tiste, ki jih ljudje razumejo in najbolje rešujejo njihove probleme. In kot tretja stvar je treba narediti vtis, pravi vtis. Ljudje si ustvarjajo namreč mnenje o podjetju ali izdelku glede na signale, ki jih sporoča. To je normalno, ne? Lahko imamo najboljši izdelek. Če pa ga predstavimo površno, bo tudi izdelek videti površen. Zato so pri Applu poleg v tehnologijo in uporabniško izkušnjo veliko truda vložili tudi v dizajn, inovativno oglaševanje, poimenovanje izdelkov. iPod, iPad, Mac, to niso navadne zadeve, ne? To so iPadi, iPodi in celo način pakiranja izdelkov. Torej, v vse to so vložili veliko truda. Če bomo upoštevali samo te 3 prvine razvoja in trženja izdelka, empatija, fokus, pravi vtis, bomo razvili prave izdelke in storitve za prave kupce, se dvignili nad povprečje poplave izdelkov in storitev ter tako dosegli izjemen poslovni uspeh.